S simbolnim prerezom traku sta prvi mož Krke in ena od zaposlenih oznanila uradno odprtje tovarne. Da gre za eno največjih gospodarskih naložb pri nas, izpostavlja tudi predsednik vlade Miro Cerar. Pred odprtjem se je srečal s Colaričem, ki nam je na dopoldanski novinarski konferenci povedal, kaj bo glavna vsebina pogovora. Bomo pa razložili, da bi se dalo na marsikaterem področju še kaj dodatnega prispevati, predvsem na področju administriranja. Prvi mož Krke poudarja, da z obratom Notol 2 uresničujejo tudi filozofijo vertikalno integriranega poslovnega modela. Ta jim omogoča obvladovanje razvoja in proizvodnje izdelkov, vse od pridobivanja zdravilnih učinkovin do proizvodnje končnih oblik zdravil in njihove ponudbe na trgu. Novo pridobitev se je ogledal tudi premier, ki ni skrival navdušenja. Notol 2 je primer izjemne investicije, tako kot je Krka primer odličnosti v svetovnem merilu. Krka danes izvaža v 70 držav z novimi naložbami, trenutno jih poteka okoli 20, pa bistveno povečujejo proizvodne zmogljivosti. Mi bomo kapacitete, ki so zdaj na ravni 12 milijard tablet in pa kapsul, v 3 letih povečali na dobrih 17 milijard. Predvsem zaradi potreb na svetovnem trgu in ker jih v to sili konkurenca. V novomeškem farmacevtu namreč želijo rasti tudi v prihodnje. Mi moramo tržiščem ponuditi še več novih izdelkov, kot smo jih ponudili doslej, v še večjih količinah in seveda po dostopnih konkurenčnih cenah. Notol 2 bo to med drugim omogočal, saj v njem poteka proizvodnja strateško pomembnih farmacevtskih izdelkov. Nova tovarna je plod znanja Krkinih strokovnjakov, v njej dela 127 ljudi. Že danes pa, tako Colarič, v Novem mestu gledajo v prihodnost in načrtujejo izgradnjo Notola 3 v Ločni.